pronicljivo artikuliral poljski filozof Leszek Kolakowski, da je laž nesmrtna duša komunizma. In s to lažjo se, žali Bog, tudi po 2 desetletjih na različne pojavne oblike z njo soočamo. Zdaj bi pa na koncu vendarle od te pikre anamneze morda prešli na nekoliko bolj konstruktiven del in bi svoja sogovornika povprašal, kako preseči, se pravi to, kar smo diagnosticirali na eni strani, naprimer oba sogovornika izpostavljata vlogo medijev, ki umetno konstruirajo realnost, potvarjajo dejstva, kako vzpostaviti pravno državo, ker zdi se, da smo resnično v brezupnem položaju, da je država tako rekoč na robu ne samo popolnega ekonomskega kolapsa, ampak tudi političnega, in tisto, kar v teh dneh še zlasti zbuja skrbi, je prehod iz ekonomske in politične krize, v kateri seveda smo globoko, v varnostno krizo. Upam, da se to seveda ne bo zgodilo, ampak gospod Aplenc, kakšno je vaše videnje, kako preseči to stanje družbene anomije, ker zgolj samozavedanje in zgolj pokončna drža razmišljujočih, bom rekel, aktivnih državljanov najbrž ne bo dovolj. Ja, to je pa zelo težko vprašanje. In saj jaz nimam na to enoznačnega odgovora. Mislim pa naslednje. Vsi tisti, ki verjamemo v našo državo in v osnovne postulate demokracije, ne smemo biti tiho. Danes nismo tiho, pred nekaj dnevi nismo bili tiho in v prihodnosti tudi ne bomo. To bo opaženo tako doma, kot tudi v tujini, zato ker jaz sem zelo prepričan, da vse države v Evropi, pa tudi še kdo na drugi strani oceana, pozorno gleda, kaj se dogaja v Sloveniji, čeprav mi smo tako majčkena država, da nismo recimo v tem zaradi svoje velikosti pomembni, smo pa zelo pomembni, ker ležimo geografsko na zelo interesantnem območju. To so že Rimljani vedeli, to je vedel tudi Napoleon in kot veste, svoj čas je tekla tako zvana Jantarjeva pot od Baltskega morja do Jadrana in prehod iz južne Italije na vzhodni del Evrope je bil samo preko Slovenije na južni strani Alp. Torej, to je križišče, ki je bilo vedno in tudi bo gospodarsko in politično pomembno. In zato nas tudi gledajo, kaj počnemo. Mislim, da boste soglašali z mano, da je naša družba strahotno razdeljena. Tega, jaz sem živel v Ameriki, vam lahko povem, tega nisem videl. Tam se seveda republikanci in pa demokrati dajo vse pretege, ampak oni oboji vedo, kaj je nacionalni interes in kdaj je treba stopiti skupaj. V Sloveniji je nacionalni interes zdaj že skoraj postala psovka. Čeprav seveda obstoja naš nacionalni interes, to je čisto jasno. Kako zdaj politično iz te resne krize, ki jo imamo,
na eni strani, kot sem rekel, civilna družba in mi vsi, ki se zavzemamo za demokracijo, ne smemo biti tiho. Na drugi strani, to je pa seveda tudi del demokracije, so pa volitve. Prej ali slej bodo. Mogoče bodo prej kot pa slej. In na to moramo biti pripravljeni in moramo doseči, da bomo na volitvah dobili tako večino, da bo potem vlada operativna, da bo lahko izpeljala ukrepe, ki jih je sedanja Janševa vlada zelo dobro zastavila. V časopisih berete, da naj bi Evropa kritizirala torej koncept slabe banke, to sploh ni res. Če pogledate v finance, boste videli, da so samo neke pripombe. In zdaj, to je bilo tudi že omenjeno, je pa seveda stvar medijev. Vsi časopisi in vse televizije, vse imajo seveda za nekakšne, torej nedotakljive osebe in osebnosti, ampak torej jaz vam lahko povem, da vse tam, tudi po mojih izkušnjah, ni v redu in to še zdaleka ne. Zavod, pri katerim sem tudi angažiran, je v preteklosti izdal 2 zbornika, ki se ukvarjata z medijsko situacijo v Sloveniji in ta ni rožnata, nasprotno. Mediji so pod vplivom stricev iz ozadja. Jaz bom recimo samo en primer tu povedal, ki je recimo mene zadev. Na demonstracijah v Ljubljani, to mislim, da je bilo v sredi decembra, je bilo 21. decembra, sta se pojavila 2 plakata. Vse v hudo jamo in vse na Goli otok. In to je televizija pokazala. S tem, da je televizija pokazala te plakate, jaz nimam nobenega problema. Poročevalec ali pa novinar ali pa novinarka mora seveda kazati vse, od plakatov do ljudi, ki lahko upravičeno izražajo svoje nezadovoljstvo s čemkoli, do granitnih kock, molotov, kakorkoli. To je legitimno, to ne pokaže televizija in pravzaprav mora. Ampak na televiziji ni bilo nobenega komentarja in v časopisih ni bilo nobenega komentarja, ki bi to komentiral. Imamo pa vsak dan komentarje v časopisih in redno tedensko komentarje na vseh televizijah. Moje vprašanje je, kaj pa, če bi bil tam en plakat, ki bi pisalo vse vdahal, a bi potem bil tudi kakšen komentar, ali sploh nobenega ne bilo, ali kaj. To kaže na sprevrženost medijskega prostora v Sloveniji. Zadnje pa, kar bi rekel, je treba, to mislim, da je bilo tudi že rečeno, ampak je treba res insistirati na tem, da se vse finančne rabote iz zadnjih 20 let razkrijejo. Potem bo marsikdo, ki danes mogoče ne ve, koga bi vodil, potem bo pa jasno. Za konec bi samo to rekel, da torej situacija, kar se mojega mnenja tiče, prav gotovo ni rožnata. Slovenija je mogoče v takem položaju, kot je bila ob osamosvojitvi, ko se res, ko je tehtnica, tako da ne vemo, kako se bo prevagalo. Čeprav, moram reči, jaz mislim, da na koncu
bomo zmagali mi, ki smo za demokracijo. Hvala lepa. Bojim se, da je položaj še slabši kot v osamosvojitvi, ne v ekonomskem smislu. Absolutna raven BDP-ja je seveda bistveno višja, tudi blaginja, ampak kar se tiče optimizma, pa resnično mislim, da je situacija izjemno zaskrbljujoča, da ni nikjer svetlobe na koncu tunela, je samo brezup, družbena anomija in v tem smislu je položaj, po mojem, gospod Aplen, še slabši. Gospod Rant, kako pa vi vidite to preseganje tega brezupa? Ja, je kar par istočnic bi se splačalo navesti. Ena ovira je pravzaprav brezbrižnost. Brezbrižnost predvsem mladine. Mladina je nekako navajena, da živi nekako svoje življenje, kot da bi bila izolirana, ne brigajo, kje živi in da lahko, tudi se ne zaveda, da lahko sama nekaj ureja. Ne? Tudi izbira poklica je pomembna. Namreč pri nas je pri mladini to narobe, da se masovno vpisujejo na fakultete, kjer je zaposljivost izredno majhna. In potem bomo imeli množico ljudi, ki je v bistvu svojo mladost zapravila za napačen študij. Torej, to je prvi simptom te neosveščenosti mladine, da se ne ukvarja sama sabo in da ne namisli na svoje perspektive. Seveda, globalno gledano je seveda pomladna stran tista, ki nudi neko rešitev. Pomladni duh mora zavesti v Sloveniji. To pa pomeni duh za demokracijo, za svobodo, za svoboščine in za pravo. Na vsakem trenutku, vsakem koraku, pri posameznih stvareh, da se ljudje tega zavedajo in da tam pravzaprav pokažejo na vse nepravilnosti. Tudi na okenčku, ali pa če napišejo neko pismo, se pritožijo in rečejo, tako pa ne gre. Ne napišejo pismo RTV-ju ali pa Delu. To je en način, kako ljudje lahko na en kulturni način protestirajo. Seveda najbolj efektni način je, da pri volitvah izberejo vlado in stranko, ki ji zaupajo, da je tista, ki bo povlekla državo in njih same naprej. Torej, izbira kandidatov. Že tam lahko vi predlagate svoje kandidate. Vsak v svoji stranki. Sej pomladne stranke so 3 in vodstva teh strank, predvsem ljudske stranke, mora enkrat spoznati, da njihovi člani pravzaprav hočejo nekaj drugega, kakor si je pa nek vodja izbral. Trenutno je trdna pomladna stranka, predvsem stranka SDS in tudi še Nova Slovenija. Pri ljudski stranki pa smo opazili, da je njen voditelj preveč hitro razmislil oziroma je reagiral, ne da bi se zavedal, da je ta reakcija neupravičena, nepravilna in zelo škodljiva. Ljudje v tej stranki morajo torej sami pogledati, kako in kaj, da bodo izbrali vodstvo, ki je dostojno slovenske pomladi. Še nekaj, brezbrižnost in apatija. To sta 2 črva, ki pa po mojem mnenju seveda jih lahko anuliramo, premagamo. Kajti vseeno imamo mi neke potenciale, da konec koncev postanemo enakovredna, ena dobra evropska država, ki najde svoje mesto v družini evropskih narodov in ki bo prosperirana, ki ne bo bolnik in ki ne bo varnostni problem. Kot je rekel gospod Aplen, mi smo res na nevralgični točki, tudi na robu nemirnega Balkana, ki naj bi vstopil v Evropsko skupnost. Vemo pa, da je sama Evropska skupnost pred velikimi problemi in pred kratkim je Šolc, predsednik parlamenta, izjavil, da ga skrbi usoda Evrope, ker so te divergencne
težnje se postale vedno bolj jasne. Tudi težnje po razpadu evrocone. Torej, Slovenija ne sme biti tista, ki bo prva, oziroma ki bo en vzor in prvi primer nekega razpadanja Evrope. Mi moramo postati trden člen te Evrope, kajti v Evropski skupnosti smo našli priložnost, da se uveljavimo, da trgujemo preko meja, da imamo varnost, da smo enakopravni in odkar hodimo čez hribe v Avstrijo, v Italijo, dosegamo, da nas tujci pozdravijo v našem jeziku, mi pa v njihovem. To je velik napredek. Še pred 20 leti so nas pod strani gledali, češ kdo pa so te iz neke komunistične države. In na Koroškem je vedno več otrok, ki se vpisujejo v slovenske šole, ker so videli tudi Avstrijci, da se to lahko ekonomsko izplača. Torej, evropska pot je tista. Ne moramo iti v evropsko pot naprej, ne, in tudi računati, da bomo v tem našem boju za novo, boljšo Slovenijo tudi dobili podporo v Evropski skupnosti. Ker nam je vsem mar za usodo naše domovine, naj vas na koncu povabim 8. februarja v Ljubljano. Bodite aktivni državljani, pridružite se nam na sklepni prireditvi, kulturni prireditvi 8. februarja ob kulturnem prazniku na Kongresnem trgu ob 11. uri v Ljubljani. Upam, da se nam boste pridružili v čim večjem številu. Vaša udeležba vaših sorodnikov, prijateljev, znancev je ključna, da pokažemo, da slovenska pomlad čuti z tegobami države in da znamo te tegobe o njih razpravljati, jih tudi reševati na civiliziran način. Ne zapopadite družbeni anomiji in nekim grožnjam, da je to ne vem kakšen varnostni problem, nikakršen varnostni problem. Vsi Slovenci 8. februarja ob 11. se vidimo na Kongresnem trgu. Hvala.